Sem Nika Tavčar, živim in delam v Ljubljani in sem absolventka trajnostnega razvoja, pa tudi članica iniciative Mladi za podnebno pravičnost. Gibanje samo se je v bistvu začelo že leta 2017. Torej, aktivisti so že bili, samo precej manjšem številu. Potem, začetku tega leta, se je pa pojavila ta ideja, da bi po vzoru globalnega gibanja tudi v Sloveniji organizirali nekaj podobnega, torej začenši s protesti in potem z nadaljnjim delovanjem, da bi pritegnili čim več mladih, aktivirali enostavno mlade po Sloveniji, da se nam pridružijo. Prva večja akcija tega gibanja je bil podnebni štrajk, ki se je zgodil 15. marca ob 5 do 12. v več slovenskih mestih. V Ljubljani se je zgodil na Kongresnem trgu, oziroma tam je bil sam začetek. Več tisoč mladih se nam je pridružilo na ulicah, ker smo vsi želeli sporočiti političnim odločevalcem isto stvar, torej zahtevamo nujne, čim hitrejše, čim bolj učinkovite ukrepe za reševanje več kot očitne podnebne krize, ker trenutno se na tem področju v Sloveniji ne dogaja kaj dosti. Prva stvar, ki se vsem nam zdi najbolj pomembna, je, da se prepozna, da v Sloveniji oziroma povsod po svetu vlada izredno podnebno stanje in da se skladno s tem ukrepa, da se ne čaka na naslednjo vlado na 10 let, da se bo nekaj takrat začelo, ker pač treba je ukrepati takoj zdaj, v tem trenutku, ker jutri je že prepozno. Potem jasno zahtevamo ukrepe v energetskem sektorju, pravočasno zaprtje termoelektrarne Šoštanj in premogovnika Velenje na pravičen način, kar pomeni, da se poskrbi za delavce, da se poskrbi za njihove družine, da se poskrbi za samo regijo. V boju za podnebno pravičnost sama kot največji problem vidim ravno to dejstvo, da se ljudje ne zavedajo, da okoljski problemi so neposredno povezani s socialnimi problemi in da je potrebno jih reševati skupaj, oziroma da je definitivno potreben celovit pristop do reševanja teh problemov. V bistvu moramo se zavedati, da 10% najbogatejših ljudi v zrak izpusti več kot 50% vseh toplogrednih plinov. Torej, moralno odgovornost ne nosimo mladi, ne nosijo revnejše družbene skupine, ampak posledice, tudi finančne, bomo pa ravno mi nosili v prihodnosti. In ravno tu se mi zdi najbolj pomembna stvar, ki jo je potrebno izpostaviti. Absolutno se bo gibanje nadaljevalo v prihodnosti, z naše strani zagotovo tudi na globalni ravni, ker zdaj je res ta moment, mladi smo spoznali, da imamo moč, da nekaj spremenimo in da v bistvu, če se nič ne zgodi, nimamo prihodnosti, kot sem že omenila. Družbeni aktivizem se je začel razširjati, kar je bila tudi ena od stvari, ki smo jo poudarjali, torej da je smiselna poraba časa, ker nenazadnje 72. člen Ustave pravi, da imamo vsi pravico do čistega življenjskega okolja, torej imamo ustavno pravico do tega in nam pripada in enostavno moramo postati aktivni državljani, da jo dobimo. Tako da mislim, da se bo gibanje le še širilo, ker se ves čas res nove stvari dogajajo, tudi z naše strani. Je ta protest zgolj začetna točka, da pridobimo pozornost oziroma da se tudi začne premikati v pravo smer. Imamo namen v prihodnosti jasno še bolj delovati na tem področju, se še več povezovati, še bolj izobraževati ljudi in pritiskati na vlado, da se neke spremembe zgodijo in zaradi tega tudi apeliramo na vse medije, da poudarjajo to. Ker enostavno nam je dovolj teh desetletij poudarjanja potrošniške odgovornosti, ker pač lahko storimo nekaj sami, ampak ne moramo pa storiti vsega.